to 15-minutno mesto. A je to ideal? Ali ni to ideal? Meni se zdi izraz 15-minutno mesto zelo zanimiv, kaj je postal. No? Ja. Uvedel ga je tale Carlos Moreno. In on zato dobiva grožnje za smrtjo, zato ker je postal izraz popolnoma ideološki. Zdaj pač v sami osnovi, jaz mislim, da to je en tak, tako kot si omenil, Barrio, to je pač neka skupnost, ki deluje, ne vem, kot je včasih vas delovala, samo da je pač to v urbanem okolju, da imaš vse v neki bližini, da ne rabiš zdaj naprimer hoditi iz Bežigrada v center, zato ker za Bežigradom ni nič, v centru pa vse, naprimer, ampak je posod vse razpršeno. Danes se pa interpretira to kot želja nekega sloja, nekega zlobnega odločevalca ali ne vem koga, ki želi nas zapreti pod idejo 15-minutnega mesta in nam prepovedati to gibanje okoli. In to je tako močna prisotna percepcija, mogoče to, ne vem na podlagi česa je prišlo do tega. Nesrečen timing je bil, zato ker je bilo to v koroni. Ko se je korona malo začela, je prišel to ven in takrat je bilo rečeno, da avtomobilov ne bo treba, ker boš ti lahko šel z javnim prometom in ljudje so rekli, ne, to je pa tisto, zdaj nam pa še avte bojo vzeli. In je prišlo do tega, da je to stigmatiziran, ne stigmatiziran, to mogoče še premilo rečeno, ampak da je to popolnoma zgrešeno razumljen pojem in da mogoče ga boljš nekaj uporabljati, ker ne prideš v debati tukaj daleč, ampak je pa to, o čemer se že ves čas pogovarjamo, v bistvu, da namesto da imaš centralizacijo, da imaš ti razpršeno, zdaj pa če hočeš, greš lahko tudi kamorkoli drugama, če pa nočeš, imaš pa vse na dosegu 15 minut, to je ta ideja. In to vse v Sloveniji, mislim, da s tem nimamo velikih problemov, ker je vse 15-minutna država, če imaš avto, če vlak pol ne. Če imaš avto, ne vedno. Ne vedno. Ampak lahko bi bila 15-minutna država, tako je. Ampak če pa gledaš, ne vem, recimo velika ameriška mesta, prej si omenil Phoenixa, ko sem se tam vozil po teh ulicah, ki so takole rastrija, 150 km in vse isto, vse se ponavlja, tam razumeš, da mogoče 15-minutno mesto ima neko idejo, ki mogoče res pri nas ni tako aktualna, pa čeprav se lahko te principe, mislim, to, kar že je, še izboljšuje. Ja, ampak bi to pustimo zdaj to, če se je res tega taka stigma prijela, da upajmo, da ne bomo še uvedli social score, tako kot na Kitajskem, pa ti res prepovedali, da se ti bo tvoj najet avto kar ustavil na meji tvojega 15-minutnega rajona, ampak zid, pak. No, rabiš zid, se samo ustav, pa neha. Seveda. Živimo v takih časih, da je že to vse lahko prek satelita. Ni problem. Ampak tako, iz nekega vidika življenja bi bil pa to bolj ideal, kot pa da imaš ti Ljubljano, kjer imaš vse in za kar boš za vse noter prijet. Potem imaš pa tukaj Kamnik, pa Domžale, pa vse to, kjer pa je glavno doživetje Špar, ker Špar se je sigurno kje postavil, to je pa tudi vse, kar se ti tam zgodi, skoraj lahko. Ajde, karikiram, se še kaj, ampak ni kaj dosti. Tako da bi bil ideal tole mečken razbremeniti, pa tele mečken obremeniti še s kakšno infrastrukturo, ker temu bi težko oporekel, da je to preveč razpršeno, če ti Domžale dobi ne vem, še nek plavalni bazen. Mislim, da vsak človek, mislim, pa ne vsak, ampak večinoma bi si vsak želel živeti v centru. Zdaj, če govorimo Ljubljana, če bi lahko bi živel v centru, naprimer. To je nek tak ideal. Ni nujno, ampak zelo veliko ljudi, mislim, da bi tako... Mogoče ljudje, ker jaz bi rajši rekel, da bi si želel imeti zelo dostopno neke stvari, ki jih mesto nudi, ki jih pa zdaj jaz ne morem imeti. Jaz mislim, da tukaj to, se pravi, se treba najprej vprašati, kaj pomeni center, se pravi, to meni to dostopnost. In zdaj narediti to dostopnost ne samo zdaj omejen tukaj znotraj tega Fabijanevega ringa, ampak narediti to pa ta policentričnost. Se pravi, da nimaš, da lahko nekaj, kar je spalno naselje,
pretvoriš v nekaj, kar je svoj center, kar je zanimiv priti tja, ker ima neko svoj utrip, neko svojo lokaliteto, da imaš neko, kot barijo svojo družbo tam, se poznaš, imaš svojo lokalno gledališko skupino, nek kino ali nek svoj tipičen sejem ali ne vem, pač karkoli, ki tvori identiteto vseh teh posameznih krajev. In je potem tudi zanimiv za nekoga, ki v tem centru živi, priti v ta drug center, pogledati in v tretji center in je posod in je ta, se pravi, to želja potem, da živiš nekje, kjer imaš veliko življenja na razpolago, veliko impulzov, se razprši, ni treba, da to samo en predelček, ki rečemo center Ljubljane. In po drugi strani potem tukaj se ti tudi ta povezava razbremeni, zato ker, recimo, da moraš še vedno v službo pa nazaj, ne rabiš pa iti pol še po nekaj, pa še nazaj, pa še zvečer po otroka, pa nazaj, ker je bil tukaj hengov, tako da na ta način spet imaš pa še manj tega. Tako da to bi, če hočemo identificirati, to bi tudi znal biti en tak ukrep, ki bi razbremenil promet tudi, razbremenil promet in naredil ta bivalna okolja bolj zanimiva, Zdaj je pa vprašanje, ali se vse dela v to smer. Spet, enkrat očitno sem bil velikrat s svojim očetom na nekih pohodih okoli, in se spomnim, ki je razlagal, ki je bil še pa Ravnikarju, menda se je Ravnikar zelo zavzemal za te nunske vrtove. No, pol pa je dobil trg, in da to postavil in da ga je prav oče vprašal, ampak kako se preste, da morajo ostati nunski vrtovi, torej, pa da mu je Ravnikar rekel, šansa je pa šansa. Če bo šansa to sprojektirati, pa postaviti to, pa nunski vrtovi adijo. No in zelo podoben se je meni zdel, ko sem imel ta isti podcast s tem Petrom Lorencem za tole Ilirijo. Vse lepo pa prav, ampak ker sem ga zanalašč pač malo poprašal o tem, ker v končni fazi za ta denar, ki je ta Ilirija, tukaj zraven bazena, še en bazen, bi lahko dobil bazen, ne vem, Domžale, pa ta predmestje Ljubljane, pa mislim, bolj v logiki tega 15-minutnega mesta, če pravimo, da je to nekak ideal, sem videl, ga je glih tako trgal, ampak če bi znal to izreči, tako bi tako izrekel, jaz sem za to, ampak šansa je bila pa šansa, se on odkrito pove, da je to za njega kronski projekt, Zdaj, s takim potezom se pa pol to malo zgublja, ta trud. Tako blizu sem šel v tej situaciji, ko otroka pelem v bazenu Tivoli, se sprehajam pol med tem, ko čakam en bazen ob drugem. Si mislim, da nekdo, ki pride v Ljubljano, razume to mesto kot mesto, ki je res veliko bazenov, da sta tako blizu, ampak absurdno je pol, da ko prideš v neko kjerokoli drugo področje mesta, predel mesta, bazenov praktično ni, razen dif, ne moreš nikamor iti plavati in plavanje pa en zelo zdravih rekreativnih športov, kjer ni treba, da vse tekmovalno, da vse namenjen temu, da boš vrhunski športnik, ampak rekreativno plavanje je po moje čisto podcenjeno, in mi je to zanimiva situacija prav teh dveh ogromnih bazenov, edinih dveh. Jaz tega ne znam tukaj upravičiti. Res ne. Ravno zaradi tega in zaradi lokacije in ravno zato, ker se mi zdi bolj pomembno, da bi bilo večjih pa večjemu krogu dostopni in zaradi tega, če pa to nek olimpijski, pa tudi, zdaj boš ti za vse tekme, tam je itak infarkt, če že karkoli v Tivoli je kar konc. Pa v Ljubljane stoji, v Tivoli pa je tak ne moš, ker te oni redarji skoraj s tizeri odbijajo. In zdaj pa še to sem, ne vem, kako bo to funkcioniralo. Jaz mislim, da z dobrim javnim prometom. Tako, to bi, ampak tako smo rekli, po drugi strani bi se pa na to vižo lahko razbremenil, če bi ta ideal zasledovali. Zdaj, ti si prej rekel, ta zadnja milja, na to temo sem si prej zapisal, imam jaz tudi nekaj razmisleka, zato ker jaz zadnjo miljo pravzaprav skoraj živim. Jaz živim v Moravčah, še to ne, v Prikanici pri Moravčah, in
Dobar, jaz imam pač tak job, da se vozim po celi Sloveniji. Zame je avto nuja, čeprav si ga res ne bi želel. Jaz bi si želel, da bi ga poklical, pa da me pelje, ampak to je. Ta zadnja milja bi bila zame res ključna. Ampak vidim, naša ta mala, ki živi tam, ona je v bistvu odrezana. Ne? In jaz nočem, da bi bila odrezana in zato jo jaz pač grem kakor lahko na roko, da jo jaz peljem. In mi vlaka itak ni, ne. Avtobus je, zjutraj so ne 3, ki morajo odpeljati še tistega enega ali pa 2, ki se peljeta kam pa kakšne šolarje, pa pol so neke popolne 3 in pol je to tudi med delom in konec sobota, nedelja pa itak nič več, ne. Zdaj, preden se bo ta vlak zgodil, pa da bi mi, pa tudi ko se bo zgodil, ne bo šel čez Moravča, ne, mi bi morali to zadnjo miljo rešiti že zdaj. In jaz sem večkrat, to sem pa čisto aktivno razmišljal, kaj narediti. Zdaj, Moravče niso tako daleč od Ljubljane. Enkrat sem bil tako idealistično razpoložen in sem celo sprožil neko pobudo, sem na občino, da županu, da se ti poveš s parimi drugimi, pa speljte eno kolesarsko pot, ki ne bo tako, samo da bo sam znaki ob prometni cesti, ki lokalci 16-letni že svoje popravljene Audije vozijo, ne? Ampak da bi bila res varna kolesarska pot, bi do Ljubljane bi z lahkoto prišel. Mislim, 20 km ali še manj jih je prek kolesar, bi bil v lepem vremenu keks. Ne? Ali pa zgostiti avtobusni promet, ampak tukaj zmerno letiš na to, ja, sej itak sta samo 2 gor, ne? Že to voz prazno, zakaj še več. Ne? Zdaj, in meni ni jasno, pa to sam mečem na mizo, ni mi jasno, kako da nobenemu ne pride na misel, da bi namest tistih velikih avtobusov uvedli neke manjše. Ali pa celo kombije. Jaz recimo sem občudoval, ker sem bil v La Pazu, tam po La Paz je tako sami neki hribčki in tam javni promet, ne vem, koga je kaj. Ampak vse funkcionira zato, ker so pa sami ne tuk-tuki, ampak mečken kombiji, taki za do 6 ljudi in to šiva pa skozi. Ti sam enega flegneš. Recimo ljubljanski LPP vem, da ima, on ima za te recimo vzhodne, pač za vzhodni del Ljubljane, ki je bolj razpršen, temu rečemo, ima manjše avtobuse. Ja. Pa mislim, da ima tudi te, da naklicne, da te pride pa avto iskat, ne, se pravi, če se ne motim, imajo neke te Volkswagene, zdaj ne vem, ne bom dal roko v ogenj, ampak mislim, da je tudi možno, da lahko ti naklic naročiš ta prevoz. Ne? Ja. Tako da tle mislim, da to Ljubljana v neki obliki ima. No? Ja. Se pa strinjam, ne? Seveda, če moraš ti zagnati nek avtobus, ki ima kapaciteto za 80 ljudi, pa ga peleš gor v neki kraj lih 80 ljudi, ga boš posel lih enkrat na dan. Ne? No in to se mi zdi, da dobro, okay, če to ni neke. Mislim, zdaj kaj je prej kurali jajca? Bo nekdo kupil te male kombije, pa jih začel šibati, pa čakal 5 let, pa vmes propadel 3-krat zato, da bojo ljudje se navadili? Ali bi bilo res fino, da bi država spodbudila to, pa to subvencionirala? Sam tle je pa lih pol ta odgovor, ne? Zakaj kljub recimo naši afekciji slovenske do razpršene gradnje se vidi, da je razpršena gradnja na dolgi rok v bistvu slaba, ne? Ravno v tem kontekstu, ker vsak bi imel hišo na svojem, pa tisto 500 metrov stran od soseda, da ga manj, ko ga vidi, rajš ga ima, ampak vsak bi imel pa optični internet, pa kanalizacijo, pa zadnjo miljo avtobusa do njega, pa vse to. Ampak če moraš ti to za vse vleči, ko bi pa lahko vsi, in tudi Ravnikar, takrat v teh svojih razmišljanjih, ker sem jih bral, piše, da v bistvu gre za na nek način vrtno mesto, že tisto iz 19. stoletja, z nekim močnim centrom kot Ljubljana, z nekim zelenim obročem, kar London v resnici je, čeprav pa je, da on ta zeleni obroč zelo duši, in pa potem v bistvu z nekimi temi satelitskimi mesti povezanimi z tem centrom, ampak ta satelitska mesta so spet zgoščena. In tudi Ravnikar je govoril to, da sicer je bivanje v enodružinskih hišah, ampak zgoščenih. Se pravi, ne pa. Slovenija ima res zelo to, no, pač vsak hrib je pozidan. Če prestaješ na Brniku, pa je lep dan, pa res prehajaš iz teh vzhodnih delov, ne vidiš, da pa Pikola, to je res vse, povsod je nek topler, pa povsod je neka bajta, pa vse to, kar je sicer za pogledati lepo, ker rečeš, ampak ti rečeš, nekdo mora infrastrukturo do tja prepeljati, nekdo mora to infrastrukturo vzdrževati.
Ne? In to vse stane. Ne? In zato, v bistvu, če govorimo, kaj je problem razpršene gradnje, je lih to, da je za gospodarsko javno infrastrukturo ona v resnici zelo draga. Ne? Ker če ti rečeš, ko smo se prej pogovarjali, eno stolpnico, pa en priključek na vodovod, pa en priključek na kanalizacijo, in je to. Za vzdrževati to, Uniji vsi plačujejo davčne, je to najlažje. Ne? Zdaj, če pa ti vse te ljudi razpršiš na ne vem koliko široko območje, in moraš do vsakega to pripeljati, je pa seveda za isti, ko boš ti dobil od dajatev nazaj, za isti vložek, mnogo več vzdrževanja, mnogo več trasiranja in vse to. Ne? In to je tisto, pač jaz mislim, da žal, če se človek odloči živeti nekje bolj na samem, bova temu rekla, nažalost mora pol tudi sprejeti določene kompromise in to je v tem, da pač bo bolj odvisen od avta, ne? Zdaj pa seveda na nek način na strani države, kako na nek način ponuditi alternativo temu. Jaz mislim, da ta alternativa, če recimo živiš nekje od enega kraja, ki ima nek dostop do javnega transporta, bodisi do frekventnega avtobusa, bodisi do frekventnega vlaka, ne? Se pravi, mi te park and ride malo drugače dojemamo, kot v resnici bi mogli. Ne? Mi v bistvu, pa ne samo pri nas, ampak tudi drugje v Evropi, ne? Park and ride posod dajemo na upadnice, ne? Na začetek upadnice, ampak ti v resnici s tem ustvariš problem, ker vse ljudi iz povsod vlečeš tja, tukaj se vse zabaše in potem, grejo recimo oni na tisti svoj avtobus ali pa vlak do centra. Ne? Ti pravzaprav, kakor park and ride v svoji teoriji je, da ti na izhodišču te ljudi pobere. Se pravi, jaz se recimo od svoje hiše zapeljem 10 minut do središča tega kraja, ki ima pač neko veliko garažo tam, ne, ob železniški postaji, pustim avto in se potem s tem vlakom peljem, ne vem, 30 minut do središča večjega mesta, kjer delam. Ne? In to je to. In potem nazaj spet isto. Ne? In to je v bistvu tisto, kako bi rekel, ne? Zadnja milja je lahko tudi avto, ne? Samo tle, ne tukaj, ne? Ker tukaj, če se jaz prepeljem z avtobusom 15 minut, pa se vozim z vsemi ostalimi, nisem naredil nič za regionalno razbremenitev avtoceste. Ne, ti si se zdaj spet šel na razpršeno gradnjo, to se jaz s tabo 100% strinjam. To je pač želja, mogoče luksus pa to, ampak če si se ti nekam preselil na svoj hribček, si na svojem hribčku. Tam boš pač moral dol prideti ali z avtom, ali s kolesom, ali s čimarkoli in potlej ta sistem že. Ne, govorim o kraju, kot je recimo spet konkretno Moravče, to ima pa le tistih svojih, ne vem koliko imamo, 5000 ljudi. Ne? Ja, kar ni malo. Ja. To pa ni več tako malo, da ne bi si zaslužili ene redne 15-minutne povezave, kar se s avtobusi ni rentabilno, z kombi za 6 ljudi bi pa lahko bilo rentabilno. Ne? A je vloga javnega prometa zares, da je rentabilen? Ne? Tukaj smo zdaj na tistem problemu 1986 v Veliki Britaniji, ko so v bistvu rekli, privatiziramo vse. In pol na koncu dneva so samo še rentabilne linije ostali so brez. Ne? Ja. Oziroma so bile subvencionirane, ampak na tak način, če gremo na stališče, da je lahko tudi nerentabilno, še toliko boljše. Ampak izkušnje kažejo, da lažje stvari živijo, če so rentabilne. Ja. Ker če vse nekaj subvencioniraš, vse je subvencioniran, pa nobenega stika z realnostjo. Ampak se to je pa v višji davki, ne? Če boš višji davki, stvari morajo plačati. Ne, ampak se zato pa izkušnja Vancouvra, ne? Ja. Kot sem že prej rekel, ne, ko je v bistvu, kot Matej pravi, 2-milijonsko mesto, ne, predvsej veliko, ampak ravno zato, da so oni dosegli to frekventnost tega svojega Skytraina, tega metroja, ne, so oni namesto, da imaš kompozicijo 5-6 vagonov, 2, ampak na 15 minut, 10 minut. Ne, se pravi, in ta logika tle je identična, ne, v tem, kar ti praviš. Se pravi, manjši avtobus na večjo frekventnost. Ne. Ker če bi to uvedli, pol sem jaz takoj za to, da recimo rečemo, pustimo še tretji pas od Domžal, ga ne rabimo, en pas bojo sam tele, drug pas, ne se pa vsi ostali gužvajo. Ja, jaz mislim, da tretji pas bi mogel biti. Okay. Ne, ampak tretji pas... Kamioni, avtomobili, pa en prazen, ki se to šiba. Se strinjam, ja. Okay. Ne, ker kamionska obremenitev Slovenije je... Če bi imeli železnico, tudi kamionske obremenitve ne bi bilo toliko. Je že železnica kar tovorno obremenjena. Ja.
Ampak tukaj se kar ena par zanimivih točk je zdaj tukaj skupaj. Ne? Pač ta povezanost med grajenim prostorom in med infrastrukturo in učinkovitostjo je tako prepletena, da se tega premalkrat zavedamo, kako je to povezano. Ne? In prej si vprašal, kdaj, da se bojiš, da smo že zamudili to, da bi lahko ujeli razvoj železniškega prometa, ne? Ampak to se je zgodilo ne z prepočasnim updatanjem železniških linij, ampak z spodbujanjem razpršene gradnje. Ne? Čim se je nekdo odločil, da je to možno, da je ideal ali pa da je pač ena od lahkih rešitev to, da se razpršeno gradi, da se lahko pač parcele komot spremeni. V tistem momentu se je hkrati mogoče nezavedno odločil, da nekaj javnih prometnih linij ne bo. Ne? Ker ne bojo racionalne. Zato, ker racionalne bi bila samo, tako kot si rekel, recimo, če greš v Egipt ali pa v Turčiji, sem velikokrat doživel, kot si ti opisal v Južni Ameriki, imaš neke male kombije, se furijo, dvigneš roko, pa mi imamo problem, ker se ne znaš zmeniti. Lokalci se pa zmenijo, pa vejo tja, pa daš kovanček, nizka cena, greš tja, pa vse funkcionira. Primerljivo pri nas deluje recimo prevozi.si, ampak ne tako na tem vsakodnevnem lokalnem nivoju, ampak če rabaš v Koper, greš na prevoze in si veliko hitrejš podobneš, kot če greš na vlak. Se pravi, se vedno pojavljajo neke iniciative, ki so neodvisne od sistemskih rešitev. Pri sistemskih rešitvah mestnega prometa pa meni absurdno to, da imamo mestne avtobuse, ki so polimani z reklamnim materialom, obrnjenim navzven, se pravi, ne nagovarja unga, ki je noter, ki da je tako prazen očitno, ampak une, ki so zunaj. In zato zaračunajo še tismo, ki se odpelje ljubljanski. Trol je tudi zaslonček, če se ti vrti. Meni je pa v redu, rečeš, v kjermu si v avokado me počaki. No, ampak recimo, ne je dobro fora, da bi rekel, ok, zdaj pač imamo javni potniški promet, pa dajmo, to je pač skupni servis, dajmo zdaj pač se odločiti, pa dajmo to oglaševati navzven, s tem pa dajmo zastonj prevoz vsem meščanom. In da bi imeli v Ljubljani, ne vem, po moje 3 leta zastonj mestnega prometa, da bi bil brezplačen, da bi gor, kadar hočeš, na kjerkoli hočeš. Mislim, da bi bil to največji korak popularizacije mestnega prometa, ker bi ga se naučil. In medmestnega v končni fazi. Medmestnega. Jaz sem prepričan, nimam nobenih izračunov, ampak sem prepričan, da to ne bi toliko stalo. Ne more to toliko stati. Ker je itak toliko subvencioniran, da bi pač mogoče sam malo več. Ne more to toliko stati, da ne bi bilo to možno. Ampak učink bi lahko bil veliko večji potem dolgoročno. Poleg tega bi recimo, se te v navado pride, in predvsem, se že kar veliko ljudi tudi v Ljubljani poznam, ki nima svojega lastnega avtomobila, zaradi tega car sharinga, in to je dober pristop. Vse, kar te odvrne od tega, da si kupaš avto, da si lahko privoščiš v Sloveniji, da si ne kupaš avto, je pozitivno, ker ko si ga pa enkrat kupaš, potem pa ne boš stal zraven avto, sedel v avtobusu, če imaš svoj avto, ko lahko svojo muziko poslušaš, pa greš od vrat do vrat, pa tako naprej. Če moram iti pod Pohorje na gradbišče, sigurno ne bom šel najprej do postaje, potlej do železniške postaje, pol čiha pohod. Govorimo o tem v mestu, ker veliko ljudi se vozi v mestu v center z avtom. Osebno jaz, kadar moram pa sem priti, kaj bi jaz dal, da mi ne bi bilo treba, da bi sam šel dol in bi vedel, v 7 minutah pa pol bo en kombi tam, jaz sem usedel gor in me bo nekam do centra gledal. Jaz, ko grem na avtobus, ko grem na vlak, tudi ko grem na kolo, večinoma, če je lepo vreme, pa tudi ko nimam tisto polerino, sam da ni ne vem kak naliv, ampak veš, se dam v tisto vegetiranje, jaz razmišljam, jaz pač tisti. In tudi na avtobusu in vse to, je to, pač, a veš, ne vem, recimo v Madridu sem rabo jaz ko sem hodil tja na izmenjavo na fakulteto, sem rabo od svojega bivališča do tja 50 minut. Veš, koliko je to 50 minut? To je skoraj ko z avtom do Maribora. Ampak meni se zdeli takole. A veš, meni se zdeli najprej super. Zato, ker ti ni bilo treba biti skoncentriran na vožnjo. Pa greš na metro, pa si na postaji, pa gledaš ljudi, pa se nekaj dogaja, pa so skozi impulzi. Meni se zdeli 50 minut, kot če greš po kruh. In to je tisto, kar privlačnost javnega prometa. Tudi o tem, ko te kolumne pišemo, pa tako, pa se ljudje odzivajo. Pa to vidiš, da je ta privlačnost, nekaj je v tem skupaj. Ljudje smo socialna bitja. In meni je največja kazen, da moram nekam z avtom sam, ker tisti pol res, pridem utrujen, sem zmučen, skozi fokusiran na varnost, na cesto, na predpise.
In iti recimo z javnim prometom je mnogokrat olajšanje. Ne? Mislim, olajšanje, če ti ni uteženo, da recimo rečeš zdaj na Medvodah, zdaj pa dol, zdaj pa na avtobus do Kamnika. Pa zamudiš pa 1 uro čakaš. Tako pa 1 uro čakaš, ja. To pa stres pol postane. Ja. Je pa dejstvo, ne? Zdaj v Ljubljani se gradi ogromen projekt, ne? To je potniški center Ljubljana, ki bo odprl mnoge priložnosti, ne? Sploh za, recimo, tudi za prevetritev mogoče mestnega prometa in vse to, ne, se ponujajo, ne, pač v bistvu za vzpostavitvo, ko bo rato to nek velik hub, sploh pol, ko se bo še vsa infrastruktura okoli uredila, govoriva dvoternost do Grosuplega, pa do Ivančne Gorice, pa pol proti Kamniku, ne. To je ena lepa priložnost, ne. Zanimivo je tudi to, da zdaj so začasno dali ta peron tam na Dunajsko, ne, se pravi, da je zdaj v bistvu dostop do železniške postaje tudi iz Dunajske ceste, ne. Veš, tam je nadvoz, ne? Ja. In zdaj imaš ti v bistvu stopnice pa rampo iz tega podhoda, ne, greš, mislim pod podvozom, ne? Ja. Greš direkt gor, ker zdaj vlaki ustavljajo pred, ker tam zaradi demonike rušijo, pa urejajo, pa dodajajo tire in odstranjujejo stare perone, ne? In vlak zdaj tam ustavlja. Ne? Tako da, to je zdaj sicer začasna rešitev, ampak včasih začasne rešitve so najbolj stalne. Ampak tako, no, je zanimivo videti, ne, ker dejansko ne, je zdaj peron tam tudi predstavljal, so zvočnik sem, da po Dunajski zdaj odmeva, ne, tisto vlak zazidani most. To pa nisem še opazil, no, ja. Ker zdaj sem samo doživljal to gradbišče kot nekaj, kjer nisem mogel s kolesom, ker sem mogel se s kolesom voziti samo ob tisti ožini. To je zdaj, mislim, za 2-3 tedne, no. Ja, okej. Ja. Ne. In misliš, da bo imel ta nova postaja tako vpliv tudi širše? Mislim, ker zdaj, bo neka postaja. Ja, to je zdaj stvar, kako boš ti to izkoristil, ampak nastavki pa absolutno so, ne? Mislim, ja, seveda, spet kura jajce, rabiš to postajo, če hočeš, ampak... Ne, tukaj so zdaj že spet pri tisti temi, ne? Zdaj, po en stran, ko govorimo o... Se zgoditi, tudi to mi je jasno. Ja, ampak tudi, recimo, ko govorimo o standardizaciji, ne, se pravi, mislim, postajališča so nekako bila enaka, sledijo tudi zdaj Slovenske železnice, vsa ta postajališča povsod so enaka, ne, razen na tistih točkah, ki so nekako pomembne, ne, in to je recimo Ljubljana bo imela zdaj svojo postajo, ki bo na nek način, mislim, da kar nobel, no, in se mi zdi prav, zaradi tega, ker ti pa v resnici, če govoriš, ne, ko hodiš v mestu, ne, kere so tiste, ne, ali je res prav, da najvišja hiša je, ne vem, predstavlja, ne vem, neko korporacijo, pa da najbolj bogata hiša predstavlja banko, pa vse to, ali je boljš narediti katedralo v kontekstu, da je to katedrala javnega prometa, ne? Ker če gledamo Grand Central, pa Union Station, pa vse to, to so velike, lepe arhitekture, ne? Ali pa recimo, že če gremo v Trst, ne? Njihove 2 postaji, ne? Se pravi ta Trieste centrale, pa tisti Campo Marizio, ne? Ki zdaj ni sicer več v funkciji, bo zdaj železniški muzej, ampak to so v bistvu za ta regijski prostor veličastne arhitekture. Ne? In s tem ti v bistvu nagovarjaš o pomembnosti tega objekta, ne? Za širšo družbo. Ne? Se pravi, veliko več, kot če ti prideš na nek peron brez nadstrešenc, pa vse to. Ne? Potem si vsak misli, očitno to ni vredno. Ne? Če pa ti vložiš tudi nek napor v estetiko tega glavnega objekta, se pravi tistega huba, tega vozlišča, ne? Boš na nek način pri ljudeh dal občutek neke samozavesti, da to uporabljajo. Ne? Vsak človek ima rad, ne, ko pride, recimo, če se voziš po Nizozemski, pa se stopiš dol v Rotterdamu, ne, da si stopil v neko to, zdaj imaš občutek pomembnosti, ne, na nek način. Ti da to samozavest, da fajn, da uporabljam javni prevoz, le v kakšno palačo sem prišel. Ne? Ja, to sigurno je ta efekt. Tako da to, iz tega stališča te nastavki so, iz tega stališča je to dobro, samo se pravi, pol je treba res sočasno in denar se v to vlaga, sredstva se v to vlagajo, zagotoviti res to dvotirnost na vseh teh linijah ljubljanskih in pa potem posledično ta takne. Če ne bo taknega sistema, da vlak vozi na 15-30 minut. Pol je vse brez veze. Pol nima. Smo na istem. Pol bo edini pridobitev 5000 novih parkirnih mest. In seveda, potem seveda, ko bo zgrajen ta PCL, ne, potniški center Ljubljana, pol se bo začel, oziroma se že zdaj odpirajo ta vprašanja te zadnje milje, ne, kako zdaj to dosežeš, ali s kolesi, ampak kolo ima ta feler, da če je slabo vreme, ga pač ne moreš uporabljati. Ne. Ljubljana je odlično, res
Mislim, da zelo visoko kotirali zadnjič sem gledal, je bila neka objavljena lestvica, koliko ljudi uporablja kolo in to se vidi. To se je dejansko v Ljubljani spopulariziralo in zdaj tudi v velikih drugih mestih vidim ta bicikl, pod nekimi drugimi, po nekih takih krajih, ki bi si mislil, Trbovlje, recimo, ne? Ja, pa mislim, da Cerklje. Vse ima, lej, to... Vsi so to nekako noter pripeljali. Ja, in to mislim, da v našem kulturnem prostoru ta kolesa... Tukaj smo, po moje, ta del zadnje milje s kolesi, po moje, imamo dobro pokrit. Ja, res, to je zelo uspešno, se mi zdi. No? Samo dejstvo je, pač polet teh biciklov je po cesti to, kot da si Peking leta 75. Ne? Zdaj po zim... To me je zanimiv moment, kako se obrača ta kulturna. Kitajci so včasih veljali potem, da se s kolesom vozijo, ne? Da nimajo za avto, ne? Pa smo imeli mi vsak svoj avto, da se obrača malo mogoče, ne trnesta kolo. Ne? Sem tam maš. Sam tam je, kako sem rekel, zdaj, ko smo bili v Chengduju, to je mesto, ne mesto ali pa okraj, ampak velemest. In ti dejansko imaš te postaje za tako, kot je bicikl. In to je biciklov tako stotine v eni taki postaji, to jih ni malo. Je pa res, da ti ne moreš kam daleč prideti, zato ker, mislim, daleč ti priješ isto razdaljo kot tle, sem to tam niš nikamor prebaknil. Ker tle recimo, ko greš, mi smo navajeni po Evropi tako hoditi, bomo šli v Saragozo ali pa recimo Pariz je že velik, moraš že kar malo migrirati, ampak tako Barcelona. Da boš nekako, tudi Pariz sem še prehodil jaz. In ti lahko tle še prehodiš, gremo v Barcelono in bomo to pogledali. Tam nimaš šans, zato ker je vse je 10 km, 15, 30 km stran, pa je še zmeraj v mestu. Mi smo šli na en spot, smo to pogledali, gremo zdaj še kje pogledati. Koliko pa je do kje? 15 km. In ne moreš. Tako da imaš to gradacijo. Kolo, pa so te, včasih so bile rikše, zdaj so te motorne rikše. Jasno, skirojev je tudi kolikor želiš. Blazno dobro jim funkcionirajo tudi taksi, oziroma ta alternativa taksijem, ki je tudi v Španiji, pa tle po Evropi, tam se drugače imenuje, ampak ta Uber pa Bolt, recimo. In to me je pa res fasciniralo, ker tam vse prek te centralne aplikacije delaš, ki jo Xi Jinping direktno vsak večer gleda, kaj je kdo kaj naredil, kar ima pluse in minuse. Tako, ki si prej rekel, da vse ena firma gradi, to ima pluse in minuse. Vse ne vem, da je to zdaj če zdaj ena firma, ampak v kontekstu, da je vse standardizirano. Dejansko ti si s tistim poklical avto, ki je rekel, sam pritisnil si, tle ga želim imeti, ti je pokazal, kje je in kaj, tako kot ti pri nas za taksi kaže, kjerkoli, kadarkoli, nikoli ni trajalo veliko 3 minute, da je po tebe prišel. Ne moreš verjeti. In to v 22 milijonskem mestu, ki je razpreden na 150 km krat 70 km. Tako da to je tudi en možen del zadnje milje. Absolutno se noben ne sekira pri teh mestih, ali pa v Madridu, ti si bil, tam se noben ne sekira, a se sekirajo, neki so se na začetku sekirali, da konkurirajo taksijem. Je bilo. Na začetku je bilo oštro, ampak zdaj pa mislim, da kar sobivajo in da ni. Jaz mislim, da ta zadnja milja je res, to je res zanimivo, kako v resnici se lahko premaguje na ta institucionaliziran način. Da je v bistvu že spet gremo bottom to up, ravno res s kolesi, z tem izmenjavo teh skirojev, ki sicer so malo problematični, ampak so pa tudi del rešitve, na nek način možne. Vsa ta demokratizacija prevoznih sredstev, ki te res do konca pripeljejo. Se pravi, da ni res nujno. Zdaj, se pravi, tukaj je zdaj pol to vprašanje, ali je tendenca javnega prevoza ta, da res vzpostavi zelo široko mrežo povsod. Ne, po mojem, ne. Ker tako je zdaj. Ali je bolj tendenca, da ti zožeš to mrežo na res ene par koridorjev, ki so zelo frekventni po vse to, in to tisto zadnjo miljo, recimo od enega postajališča do drugega, pa naredim z nekim tem sekundarnim prevozom. Ker recimo že Tokio, to se jaz spomnim, to je tisto
postaja nekje v suburbiji, reže oranž suburbija, ne samo enodružinske hiše, že tudi razmik med njimi malo večji, ne več to. Ampak postaja spodaj pa armada taksijev, sam čakajo. Ne? In to je tista zadnja milja in vsi potem v te taksije in prav se odpirajo. In se ti to moraš imeti v bistvu, ker ti ne moreš iztlele, če bo ta ustavil tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj, itak ne more. Če je še tako hiter, ne bo mogel. To je pa tista strategija, o kateri moraš razmišljati, da če imaš železniško postajališče, moraš zraven zagotoviti veliko parkirnih mest za kolesa, veliko parkirnih mest za avtomobile in veliko parkirnih mest za ta občasni prevoz. Ne? Ker to, da mnoga železniška postajališča vidim, da imajo to tendenco, da naredijo neke lokalne parking ride. To je tisto, 10 parkingov. Pa vidiš na Google Maps, pa še vsi parkirajo še malo po vzbrdo, pa levo, pa desno, pa en od spod, pa to. Zato, ker to hotenje pustiti avto tam na izhodišču, pa iti z vlakom ali pa avtobusom je. Ampak ravno zato potem bi ti mogel, tlej pa problem odsotnost regije. Ker bi regijska uprava mogla reči, dajmo zdaj mi vložiti finance v to, ker vidimo, da potreba po teh parkiriščih pri postajah je, dajmo tukaj zgraditi garažne hiše, 2-3 nadstropne, lahko male. Spet, kaj bo prej? Ali bo prej ta frekventna linija na 15 minut, ali bo prej garažna hiša? V bistvu oboje naenkrat rabiš, spet. Če ne delaš strategij, če ne delaš planov, pol pač delaš, pol smo tle, kjer smo, pol pomeni, da smo 30 let vlagali pač 30 let ne prav veliko vlagali v razvoj železniške infrastrukture, predvsem v prometnem smislu. Ja. Ok, no, zdaj, jaz sem tudi, ne sem, da človek neki šimfa pa jamra, ampak kaj bomo zdaj mi trije naredili, da se v to kaj spremenili? Dobro, Matevž je že začel in naredil abort, ti si se priključil, se pravi, sam še na meni ostane, kaj pa jaz naredil. Ne, resno, ti si večkrat omenil bottom up, se pravi, to je od nas, ki smo bottom gor, kako premakniti take stvari, ker recimo nad volitvami sem jaz obupal, glede na to, a volim levo, desno, gore, dole, se mi nikamor to nič ne premakne. Kaj, da župana kličem, sej, on je bil takoj za in takoj začutil neki, ampak pa mi je dal tam že enmu in on bi že sam sestankval in sem že videl, da to ni zame. Kaj lahko mi pa res naredimo, da bomo to nekaj naredili? Kaj boste naredili? Ajde, outsider, vi ste za te stvari poklicali. No, zdaj tako pač, iz tega vidika ena plat sigurno ta, da se spremlja in objavlja primere dobre prakse, to je sigurno, ki so navdih, velika moč. Ki so navdih, kjer vidiš, ok, ta miselni okvir, ki ga trenutno imamo, mogoče ni edini, pa ni najboljši, lahko se navdihujemo nekje, kjer to funkcionira. To mislim, da je ena tistih stvari, ki je pač, bom rekel, inspirativna. Pa kako do nekih rešitev prijeti. Zato, ki se mi zdi, da to, kar smo kar dobro te teme obdelali v tem pogovoru, ampak to, da so postopki zapleteni in dolgi in tudi ta participacija, o kateri se veliko govori, se izvaja na način, ker pač je nekaj zapisan, da mora biti, pa nič več od tega, se pravi, da se odpre neke polje participacije, da ljudje pridejo, ker vsak ima drugačne želje, drugačne je ta bottom up, potrebe. Tisto, kar nastane iz neke potrebe in funkcije, tisto bo živelo. Tisto, kar pa nastane samo zato, ker je nekdo začrtal pa napisal ali pa prepisal, da to mora biti, tisto je pa lahko zgrešen projekt. In poslušati te potrebe, jih razumeti in realizirati, to je tisto, kar je, mislim, da naloga odločevalcev, postopke poenostaviti in jih narediti odprte. Zdaj pa vsak zase pa lahko spremeni svoje navade. Zdaj, tukaj so pa seveda omejene možnosti. Kot arhitekti lahko ponudimo support tem spremembam navad, recimo, da se gradi poslovna stavba, se predvidi noter tuš, ob kolesarnici, da če nekdo pride s kolesom v službo, je vedno problem, da se na kolesu lahko fajn zašvicaš, da se lahko tam osvežiš, preoblečeš in ni izključujoče to, da je v bistvu športno. Da si ti prišel s kolesom. Aktivno v službo. Recimo to, da se pač spodbuja zgoščene gradnje tam, kjer je že zgoščena, da se
skrajšuje s tem poti, ne? To so vse neki take ukrepi, ampak teh ukrepov je veliko, ne? Ampak jaz mislim, da tukaj se vsi prepletajo od prostorskega načrtovanja, arhitekture in pa infrastrukturnih strategij in pač odločitev, ki so dolgoročne, ne? Jaz mislim, da mi trije tega ne bomo rešili, ne, zdajle tukaj, ampak je pa lahko pogovor, ampak je pa lahko to en korak k takšni rešitvi. Če takih korakov veliko se lahko daleč pride, ne. Moja izkušnja, tako v življenju se mi zdi, nisem sicer še toliko star, malo pa sem že to videl, malo sem pa že to videl, da inducirano povpraševanje, ne. Ponudba ustvarja povpraševanje, oziroma povpraševanje ustvarja ponudbo, ne. V bistvu gre v obe smeri, ne. In zdaj jaz mislim tako, torej v prvi vrsti je to, kot smo ugotovili, oziroma kakor je dejstvo, se v zadnjih 5 do 10 let v javni prevoz več vlaga, ne. Ne nazadnje, kompletno so bile zamenjane vse garniture pač železniških vlakov. Tako da saj ta vožnja je udobna, ne? In to je absolutno pozitiven premik pač v infrastrukturi. Vlaga se v posodobitev linij, sprejemajo se ambiciozni državni prostorski načrti oziroma se snujejo ambiciozni državni prostorski načrti. Tako da mislim, da do neke uporabne železnice bomo prišli relativno kmalu, ne? Kaj zdaj relativno pomeni druga stvar, ampak vse v to vlaga. Tako da to je, kar se tiče javnega prevoza, če gremo top to bottom, sem še kar optimističen, na ta srednjeročni rok. Zdaj pa tako, seveda, zdaj pa od nas, od posameznika odvisno. Vsaka najmanjša stvar je že pozitivno, da se odločiš iti en dan na kolo, da se odločiš en dan iti mogoče rajš na avtobus, ko dežuje, namesto da se z avtom peleš na svoje delovno mesto, če imaš to možnost iti na avtobus, ne. Potem, ko bo nekoč železnica, če bo recimo tvoje kraje dosegla pač taktni železniški red, da recimo, ko greš s prijatelji, ne vem, iz Domžal v Ljubljano, ne vem, na pijačo, ne gre z avtom, ampak bo šel z vlakom, ker ti bo to dejansko hitreje, bo v 15 minutah, ne. Se pravi, take odločitve, ne, male odločitve. Predvsem pa to, kar danes počnemo in se mi zdi, da smo vedno več posameznikov, ki v bistvu apelira k uporabi javnega transporta, ker je trajnosten, ker je v bistvu za uporabnika finančno ugodnejši, ne. In če da sila tudi hitrejši, ne, je tisto, s čimer bomo mogoče apelirali nek večji segment ljudi. Namreč več ljudi, ker to pa tisto, kar ugotavljam, ko sem rekel, da to sem pa že v življenju ugotovil, več ljudi, ko začnejo o neki temi govoriti, težje jo potem odločevalci ignorirajo, ne. Se pravi, več ko je nekih teh pobud, pa to, pa dajmo to urediti, pa dajmo uno, pa to, in ko je teh pobud neka gora, potem to postane dejstvo. In to je tisto, kar rečemo inducirano povpraševanje, ne. Se pravi, veliko ljudi govori o tem, potem je treba ustvariti ponudbo za to, ne. Ali obratno, ne, seveda, če boš ti ponudil neko opcijo, če boš ti ponudil taktni vozni red, boš s tem ustvaril neko ponudbo, ki bo za sabo povlekla morebiti tudi to povpraševanje, ne. Ampak ti moraš biti strateško, in to v bistvu skozi govorim, strateško na to pripravljen. Strateško moraš vedeti, kako boš, ne da boš postavil železniško postajo, karikiram, ne, sredi polja, pa kdor bo prišel, potem nihče ne bo prišel, ne. Ampak moraš ti to železniško postajo zagotoviti za neko infrastrukturo, za neko povezavo, za nekimi park and ride parkirišči, ne, za neko to možnost ozadne milje, ne. Se pravi, to je tisto, ne, s čimer bo ljudje uporabljali javni transport, ne. Je pa tako, ne, zdaj, še čisto za zaključek, mogoče z moje strani, ne, zanimivo je, da kako imamo ljudje neko afekcijo do tirnega prometa, ne, tako čustveno, ne. Ker jaz nisem videl, da bi nekdo objokoval, ko so zamenjali avtobusno linijo z, ne vem, tramvajem, ne. Ne, je pa velikokrat to, ko tramvaj nadomesti avtobus, pa se pa tako, ne. Ne vem, odkje izhaja ta čustvena povezava na železnico, ampak zelo veliko ljudi res preferira železnico proti recimo nekemu
transportu na avtobusu. Ne? Če imam jaz možnost iti na Bled z vlakom ali pa tako z avtobusom, bom vedno vlak izbral. Ampak to je po mojem logično. Ja, ampak zakaj? Zakaj? Ni pod vplivom prometa, ki je pač hektičen. Vožnja je, dobro, ne na naših, ampak na tujih, taka, da sploh ne veš, da se pelješ. Dejansko lahko celo tipkaš, ne da bi tipke falil. Ne? In imaš tudi neko zagotovilo, da boš približno v tistem času prišel, kjer je rečen, ker recimo avtobus nima teorije, da bo prišel tako hitro zjutraj, kot ima v voznem redu, ker je gužva. In tudi bolj komod si. Ni ruk. Ampak kaj pa še recimo neka čustvena komponenta? Kaj pa komponenta nostalgije prvo? Ne? Vlak vedno ima neko nostalgijo za sabo. Ja. Pa tega, to pa tudi nosi, ampak mislim, da Pa da smo ljudje, recimo, kot sem že prej rekel, socialna bitja, ne, in tudi organizirana, da v resnici nas pa v bistvu, ne, mi smo malo kot neke mravlje ali pa te sršeni, pa to, imamo radi neko organizacijo in da v bistvu tebe pa fascinira, ko prideš v nek ustroj, ne. Se zato tudi smo inženirji, ne, se inženirji nas zanima pravzaprav, kako stroj dela, ne. Nas vse zanima, kako neka stvar funkcionira, ne. In tebe v bistvu to privlači neka organizacija, da prideš na nek peron, da nekaj teče po nekem urniku, da neka ura je tam, da se nekaj oglaša, da nekaj pride. Jaz mislim, da je to tista primarna fascinacija, ki jo imamo mi ljudje pravzaprav za nekim takim urejenim tirnim prometom. Ne. Sej zelo podobno je tudi, ko je ta koncept Bus Rapid Transit, ne, se pravi, ko v bistvu avtobus deluje zelo podobno kot železnica, ne, tudi ima perone, matere, vse to, je to podobna fascinacija, ker gre za neko tako organizacijo, ki jo v bistvu ljudje vse občudujemo, ne, in smo radi del nje. Ne. To se mi zdi, da je to tista malo ta čustvena komponenta, ki pa če bo prišlo enkrat do tega avtonomnega, se pravi, da te samo avto pripelje pa vse to, jo bomo mogoče malo pogrešali. No. Jaz mislim, da ravno za tega se strinjam s tabo, da bo ta javni, masovni promet ustal in da bo ta komponenta prej nadomestila tisto zadnjo miljo ali pa nekaj, ali pa res neke kakor pa da bi prav ta vlak nadomestili. Ja, in se strinjam s tabo, vlak ima, ne vem, mogoče zame, ki sem star, ampak očitno tudi zate, ki si mlad, nek tak čustven naboj, da ti paše se z njim voziti, sploh če je res to ugodna vožnja, ne, ker tako, ne, še zadnjič to, ne, mi smo od Pekinga do Budimpešte poleteli 9 ur, ne, pa smo se pa še 10 ur cjakali od Budimpešte do Ljubljane. No, ampak tukaj... To ni bil nek užitek. Ampak drugače, ja, takole Graz, Maribor, te kratke, pa če bi šlo to majčkeno hitrejše, da ne bi šlo 70 na uro, ker to, ki je kazal displej, dokler ni politik crknil, ker smo se čez Slovenijo peljali, ne, če bi šlo to majčkeno hitrejše, ajde, 300 bi bil zame že idealen, ampak 150 bi bilo pa tudi kar dobro. Ne? No, ampak to je cilj, ne? Zdaj, ko bojo prenovljene, ne bi bilo, mislim, da 150, 160. Ja. Kar je za naš teren, ne? Si mi imamo to nesrečo, da imamo v bistvu nek tak relief. Zahteven teren, Recimo v Španiji, ko Madrid je obdan z gorami, oni tudi tako rešujejo, da pač gre čez goro, ne, s tunelom, samo to je hiter vlak, ne, to, če bi rekel Ljubljana Maribor, tako povezati. Zdaj, če pa moraš ti povezati Ne, pa se to se vsi strinjamo. Te glavne vsi je treba tako narediti, potlej imaš pa mogoče busik ali pa neki še okol, potlej pa res tole čisto še razpršen, neki tazga. Ne. Zdaj, to sem prej vprašal, kako to dosežeš, ne, v bistvu. Jaz mislim, da je samo en način, ampak in vse to sta ga oba povedala, pol že sama. Čim več o tem govoriti, da to rata nek masoven push, da je to želja, ker potlej bo nekdo, ki hoče biti spet zvoljen, recimo videl nek interes, da bi to naredil. Ker ja, najlažje se je vprašati, kaj je njihov interes teh, ki imajo to moč, ne. Tako da je fino, da se o tem govori in tudi tako, zdaj jaz mislim, ta naša država se zdaj česa na napačni strani lotila, da najprej penalizira nekaj, kar ne želi. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolj to, kar si ti prej predlagal, da najprej da zastojn
Ne, če bi rekli, posodili smo si zdaj milijardo za to, da bomo za naslednjih 5 let zastonj javnem prometu, sem, da se to prime in še to potlej bi jaz to veliko lažje sprejel kot za to, da gre za plače funkcionarjev. 40% plusa. Tako da na ta način. In to tudi, kdo je prej omenil, humanizacijo mest. Mislim, da bi to tudi ta mesta humanizirali, ker ni treba, da je res vse zgoščen, tako da so kamravle en po drugemu, če to razpršiš na 15 minut, ampak mi imamo itak, tako kot si rekel, mi smo 15-minutna država, vse to so pa lahko 15-minutna mesta, ker bo ta mala še zmeraj lahko prišla hengat v Ljubljano, zik, ni treba meni za to skrbeti. Delo je pa itak vprašanje, saj delo, to se je že zdaj videlo, da marsikaj dela nadaljavo, Musk ni najbolj navdušen nad tem in jaz verjamem, da za kakšne poklice ne gre, samo za kakšne pa to delo nadaljavo je pa tako lahko game changer kot avto samo vozeča, za to zadnjo miljo. Predvsem veliko enih sestankov se lahko upravi nadaljavo, tako, ki se preterjajo to, da si zastarel, pa bi marsikaj lahko prek Zooma, pa se mi zdi, da moram vseeno, da se jaz še vidim. Osebno. Čeprav je ta osebni stik, tudi mi, ko smo arhitekti, To je najbolj stvar, ki imam jaz problem, zakaj moram biti osebno, ker jaz lahko potlej nekaj v roki vrtim, pa tudi nekaj na hitro narišem. Ampak dobro, je pa veliko poklicev, ki tega ne rabijo. Nisem rekel vsi sestanki, ampak veliko njih je pa lahko nadaljevno. S tem se razobremeni vsa ta infrastruktura. Zanimivo je, po tej epidemiji, koliko hitro so šle vse stvari nazaj, koliko so bile. Jaz nisem mislil, da bo šle tako hitro, se pravi to, delo od doma, pa vse to. Kaj je šlo nazaj? V kontekst, uporabe prostora in funkcioniranja. Vse to. Ampak so pa neke spremembe ostale, recimo dostava na doma, se je zelo prejela. Tudi delo v domu je delo na domu je v večjem mojih obsegu, kot je bilo prej. Ljudi, ki jih srečam, naročnikov, to si delajo doma. Te, ki hiše razpršene gradijo. Pač lahko si to prvoščil. Vsak mi rečem, pa kako pa boš migral? Ne, mi delamo 3 dni na teden od doma. Okej. Res, tega je veliko stalo, resnici več, kot kar... Jaz mislim, da se to čist nekako poje. Ne, to ni. Ta dostava hrane, pa te sploh dostave, te so se pa res... Razpasli. Kaj? Razpasli. Ej, super. Ima še kdo kaj tazga nujnega za povedati, nujnega za dodati, da res ne smemo zgrešiti. Jaz sem... ker sem imel tem ali pa istočnic, sem jih v bistvu dal ven. In jaz mislim, da se tudi dost strinjamo, kako pa kaj, da tudi verjetno, če se ne bi tako slepo, tole bomo pa nič drugega, ampak da z majhen pripravljenosti gremo, tudi ne bi mogli toliko faliti, tudi če se okolje v toliko letih blazno spremeni. Se pravi, samo kako pripraviti ljudi, ki so bolj odločujoči, da to poženejo, pa ne mislijo samo mogoče na svoj mandat. No, v končni fazi se število mandatov ni omejeno. Če bi dobro nekaj nekdo naredil, bi to šlo. Pa da kakšna korupcija pa ne požere tega denarja. To je pa pri nas. Včasih sem mislil, pa vsi govorijo o neki korupciji, tega ni, to je brez veze. Kakšna korupcija, pa veš, da je kar problem tlele. Tudi smo kot Ukrajina. Mogoče ne bi tako, Mogoče bi za konc, ker to se mi zdi vedno pri takih debatah pomemben poudariti, ker smo bili kritični in smo tako zelo določene stvari, ki so seveda funkcionalne, pa to vidimo izboljšave, da taka debata je zato lahko taka, ker živimo v zelo dobrem svetu, okolju, kljub vsem pomanjkljivostim, ki smo jih do zdaj omenjali, smo še vedno, kjer smo že zelo fajn. In je pa ključno, se mi zdi, s takimi debatami spodbuditi, da to, kar je lahko še boljše. In to je tisto, kar pa lahko potem prinese res te pojme, ki so včasih tako prazni, zeleni prehod, pa trajnostno, pa tako naprej, da dobijo te pojme neko vsebino, pa neko realno težo. Tukaj se mi zdi pa, da so te izboljšave lahko konkretne. Sej, jaz upam, da smo bili bolj kot kritični, da smo bili konstruktivni. Je pa res, to pa itak sem že zadnjič povedal, pa še enkrat, to pri tebi pa ni ful cenem in tudi sam to
ponavljam, pa vidim, da sta zdaj tako aktivno začela dejansko. Ja, mi živimo v neverjetno ugodnem času, pa ugodnih razmerah. Pač čas pa kraj, kjer živimo, je za nas res tak benefit. Upamo, da bo to še tako ostalo. Je pa zelo krhko to. Je pa zelo krhko, ja, in se je tega zavedati. In zato ni odveč to ponoviti v vsaki priliki, tako kot si ti zdaj. Tako da sem res vesel, da si na to spomnil. Ja. Moramo se zavedati, da smo tudi hvaležni za vse, kar je. Ne samo, da če vlak ne gre več kot 70 na uro, ampak da mogoče je pa. Da je pa fajn, da se voziš tam, ker ni dostopa do telefonskega omrežja, ne? Da si saj malo odklopljen. A kje ni dostopa do telefonskega omrežja? Tam med teh revirjih. Med postajami nimaš. Imaš Wi-Fi lahko na vlaku, je, ampak telefon pa ne lovi. Ne. Preveč kotanja dol in ni. Nisem na telefonu visel, zdaj sem se peljal v tisto smer. Ko smo šli do Budimpešte, smo šli z vlakom, ne? Ja. Pol pa na avion. Ja. Se rekel, pa ne bomo se peljali, ne? Ampak moram pa znati, da mi je bilo pol kar malo žal, ker smo se res... Pa mislim, da predvsem tam pol od slovenske meje naprej se vleče, ni tako? Vleče se do slovenske meje in od slovenske meje vse se vleče. Res. In za tja grede je bil sploh obupen, nazaj je bil mečkam boljši, tudi tako malo bolj čist. Kje grede smo bili pa še neke te kupeje, kar malo umazan. No in ironija je to, ne, ker ti niti karte za vlak kupiti ne moreš s telefonom ali pa nadaljavo. Lahko sam od OBB-ja, se pravi od avstrijskih železnic, lahko od Ljubljane recimo do Dunaja, pa to kupaš prek spleta. Ampak to je res ta enotni sistem za Evropo, to pa ne obstaja. Ne? Ima OBB, pa ima še, mislim, da tudi še kakšna druga, pa Deutsche Bahn. Ne? Ampak da bi pa imel Ljubljana, Budimpešta, pa neka aplikacija, ker je enoten kup karte, pa da vsak v Evropi ve, kaj se to kup, kjerkoli karto, to pa ne obstaja. Meni je bilo prav ironično, ker sem moral iti fizično, ker sem klical tja, kako to kupim, so rekli, to morate pa tle in pol priješ na kaso. Ker je šlo res počasi. Ker sta dva pedelala enega Škota bozga, ki se je hotel 20 km z vlakom tle nek v Sloveniji peljati. In to je bilo 30 minut, da je on 2 karte kupil. Jaz sem mislil, fino, nobene vrste, sem vse moral za njim čakati. No in tam te pa pričaka napis, stopite iz vrste, kupite karto prek spleta. Ne, ampak se bo, moramo biti pozitivni. Ne, je drugače, vsak nakup karte je meni posebna raziskava, ne, ker pač pa pola, veš, kupiš prvi razred, pa pol v bistvu ga vlaka sploh nima, ne. Jaz sem enkrat spalni vagon iz Mihna do Ljubljane, pa ni bilo spalnega vagona. A res? Mi pa ostaja taka, še moram jo izpolniti, še to željo, preden ukinejo, moram iti na ta vlak Emona, to je tisti voz med Trstom pa med Dunajem, ne. In on ima od slovenskih železnic, ima tale restauracijski vagon, ne. In pa je, da je pa tako, malo ta old times vibe, ne, ker gor imaš lepo postreženo z prtički in z prtom na mizi, ne, in dobiš lahko dunajski zrezek, zajtrke, jajca, vse kar češ, ne. Tako da to me še čaka. Ker drugače, zdaj sem v Economistu bral, da je med Prago pa med Berlinom, mislim, da je šel tako imenovan Knidl Express, ki je bil znan potem tudi tak zelo star vagon, ne, tudi še malo tak secesijski noter, da so odlične te češke specialitete gor kuhali, ne, da so imeli prav nekega šefa in vse to, ne, in da zdaj gre v pokoj ta vagon, ne, in so zdaj vsi žalostni, zato ker mnogi Nemci so šli gor samo zato, da so doživeli ta experience, da so tam pili pivo v tistih vrčih, ne, jedli te specialitete njihove, ne. A Orient Express še voz? Mislim, da še, ampak je zelo ekskluziven. To je agencijski vlak, ne? To je agencijski vlak v resnici. Ti pač ga v bistvu kot križarjenje na nek način. Ker videl sem pa, da voz en prav od prav iz Portugalske pa čist do Kitajske. Ampak ti se mislim, da pa kar nekaj časa vozaš, je pa tudi tako kot trip. Ti pa ne vem, če je toliko drago, ampak tam bi moral. Mi smo imeli, jaz sem šel drugače tisto prvo še na faksu, sem šel do Kitajske s to Transsibirsko, ne. No in tam smo imeli ta vagon za jesti. Rusi, to kaviar, pa to ni bilo
noben problem, mislim, meni ni bil dober, ker sploh nisem vedel, kaj to je, ne, ampak ja, tega zdaj na vlaki skoraj ni še več. tudi Peter, mislim, da takrat v 70-ih je bil v Osaki Expo in je šel iz Moskve do Vladivostoka, pa z ladjo čez, ne, Se pravi, še čist gor. čez gor, ja. Wow. Pa dol, ne, do Ja. Osake. In isto rekel, ja, ta Transsibirska, da to je bilo noro. Ja, Je to je bilo bilo isto noro. tako, ne, pač ta vagon je dilniški in se je zbudil in rekel, ja, kaj bi zajtrk jajca, ne, danes ni jajc, kako ni jajc, ja, jutri so jajca. Polusk. Ja, Ja. kako, kaj pa je danes je pa ta marmelada, ampak a imate jajce na vlaku? Imamo, ja, zakaj ne zdaj, jutri? Ja, to je bil ruski sistem. Ja, To- ta petletka, ne? Ja. Mi smo enkrat, se to nima pa veze z tem, ampak takrat, ko smo šli na to Transsibirsko, smo morali iz Budimpešte smo šli do Moskve, pa smo morali pa tam 2 noči prespati, da je šel tisti vlak. In smo pač po Moskvi pohajkvali. Mi smo si tudi tako zamislili, ko smo po Evropi potovali, da bomo kar na postaji spali. In dejansko tudi smo. In smo bili po mojem tak tujk in zmeda v sistemu, da v tistih 2-3 dneh, ki smo mi tam, se niso uspeli zmeniti, kaj ne z nami naredijo, pa smo pa že odšli. No, ampak točno to je bilo, prejmo eno restauracijo, vidimo cene, pa nismo vedeli, ali so v tistih dolarjih, ali ker so imeli neke tujce ali tako. Smo rekli, ok, pa bi treba pozvonimo, gremo not in smo čisto malo naročili. In pa vidimo, da so bili rubli, poceni, smo rekli, naslednji dan pridemo. Pridemo naslednji dan, spet pogledamo, frej, pozvonimo, in pride kaj, ja, da bi jedli, ne morete. Kako ne morete? Ja, ne morete, nimamo mize. Kažemo pa, lej, se imate not. Ne, imamo, ampak miza za 3 je zasedena, imamo samo mize za 4. In nas niso not spustili. To je v tem stilu, da danes pa ni jajc, imamo jajce. Sam ne, pač le. Jutri so na planu. Ok, dobro. Hvala vama. Tole je bilo kar zanimivo, vse verjetno bi še lahko diskutirali, ker tako, ker ste kjerkoli od vaju govorili, so se meni kar istočnice še nizale, ampak dobro, nek moramo zaključiti. Drugače pa mogoče še drugič, ali pa bo Matej v svojem podcastu kakšno bolj resno omizje na to temo. Jaz imam to bolj tako poljudno, ker nimam kaj dosti pojma o tem, pa ti pa lahko to bolj resno narediš, da bo kaj koga bolj dosegel. Jaz mislim, da je tudi poljudno treba govoriti o teh stvarih in da je to zelo važno. Da sem poljudno, mislim, zato, ker to je res ta tema, ki mora biti popularizirana, pa sej vedno bolj res je. No. Super, thanks. Super. Hvala. Hvala vama.